Lepo pozdravljeni. Danes vam bom predstavila, kako pripraviti gradivo za snemanje videorazlage. Ena izmed možnosti je, da si na svoj računalnik naložite OpenBoard ali OpenSync Core program, ki je podoben programski opremi pametne table. Ko se tabla naloži, imamo tu pred seboj ikono, ki jo sprožimo in odpremo našo tablo. Tabla je sestavljena iz več delov. Sredinski del, stranski del, kjer so dokumenti, in levi del, kjer se pojavljajo naše strani, kolikor strani bomo pripravili. Zgornja ikone zgoraj nam pomagajo postaviti nove strani, ponoviti akcijo, izbirati barve in debelino. Če hočemo začeti z delom, moramo najprej v našo knjižnico vstaviti slike, ki si jih želimo uporabljati na našem gradivu. Zapremo začasno tablo in si ogledamo desktop. Jaz sem si na desktopu že ustvarila mapico, v katero sem vložila slike, ki naj bi jih rabila za pripravo našega gradiva. Tokrat je tema vodni krog ali kroženje vode. Tu so moja gradiva. Ta gradiva lahko postavim v našo tablo in sicer med slike bom postavila gradivo slik, ki so tukaj. Lahko vsako posamezno primem in jo nesem, ali pa vse slike označim skupaj s CTRL in kliki, označim in jih nesem v to področje. Tako so gradiva namenjene mojemu delu na tabli. No, to podobno naredim tudi z videi. Vse videe in GIF animacije lahko postavim v mojo knjižnico. Na to se vrnem. Kot vidite, imamo možnost pogleda na desktop. Na to se vrnem zopet v tablo in začnem z delom na tabli. To programsko opremo bom uporabljala zato, ker bo zelo podobno aplicirala moje delo v učilnici na pravo tablo, tudi na tej tabli. In sicer na tablo bom postavljala zapise, besede, slikovno gradivo, risbe, pisala bom, risala in označevala. Tako kot nastaja tabelska slika v razredu, lahko nastaja tudi tabelska slika tukaj pred nami. Ker je delo in snemanje lahko zamudno, lahko vse zadeve pripravljamo že tudi vnaprej in jih nekako skrijemo, da jih kasneje povlečemo in pokažemo ob tem, ko zadeve razlagamo. Pa si pogledamo, kako nastane gradivo v tem programu. Pripravili bomo par strani kot podporo za videorazlago. Prvo stran bomo izdelali skupaj, ostale pa si bomo samo pogledali. Recimo, da je današnja tema voda. Kliknemo na ikono. Torej, kliknemo na ikono A in zapišemo voda. Preoblikujemo lahko po svoje, damo ji barvo vode. Takole. Izberemo velikost fonta, pa naj bo to 48. In naslov je oblikovan. Zato, da bomo tudi prikazali, zakaj ta naslov, bomo dodali tudi sliko. Gremo v našo galerijo, med slike, kliknemo na vodo in vzamemo sliko. Slika je precej velika, zato jo bomo malo zmanjšali, vedno v vogalčkih, lahko tudi širimo po potrebi in kliknemo izven polja. Tako smo pripravili prvo stran za uvod v video razlago. To pa bomo sedaj skrili, zato da, ko bomo pripovedovali,
bomo seveda istočasno v pripovedovanju gradili tabelsko sliko. To je prva stran. Izdelala sem pa še 3 druge strani z vsebino. Poglejmo si drugo stran. Ko pripravljamo video razlago, seveda najprej treba lotiti scenarija, in sicer v scenariju si zapišemo temo, cilje naše video razlage, koliko približno strani bomo uporabili, katera gradiva za ilustracijo in katera orodja bomo uporabili ter kje bomo to gradivo in video razlago objavili in delili z učenci. Vnaprej lahko pripravimo naš scenarij v Wordovi datoteki in iz njega počasi kopiramo zadeve, ki naj bi nastajale na naši tabli. Recimo spoznali bomo kopirali v Wordu, šli zopet nazaj k naši tabli. Vidite, s tem našim ukazom Show Desktop in Screen in Pokaži Desktop se lahko gibljamo med namizjem in tablo. Tukaj, če želimo kopirati, prikažem kopiranje, orodja bom dvignila malo više, kliknem na samo tablo in vpišem besedilo, ki sem ga pokopirala. Spoznali bomo. To lahko seveda večam ali manjšam ali tudi brišem. No, tako smo pripravili iz Worda potegnili besedilo, ki smo si ga želeli, in sicer po delčkih, zato da lahko ob govorjenju nastaja tabelska slika in učenci spremljajo dejavnost. Torej, spoznali bomo, potem bomo prekopirali prvo, drugo, tretje, četrto, torej vse to, kar se bomo naučili, kakšni so naši cilji, kakšne so naše teme. No, ko nastane vse to, seveda to shranjujemo tako, da premikamo v skrajno levo stran in skrijemo, zato da bo kasneje možno prikazovati v videu. To je bila druga stran z našimi temami in cilji. Tretja stran bo prava obravnava. Vzeli bomo slike, rekli smo, da slike jemljemo z naše knjižnice slik. Primemo in nesemo in odložimo. Damo seveda tudi naslov, tokrat je kroženje vode in zopet naslov skriknemo, skrijemo sliko. In zadnja stran je povzetek naše razprave in sicer bomo govorili predstavili bomo te naša stanja, ki se imenuje agregatna stanja, razložili in rabili razne oblike prikazovanja in seveda povzeli, kaj smo se naučili v današnji obravnavi. Tako so nastale 4 strani z gradivi pripravljene za video razlago.